Pozdravljeni. V studiu Domovine na Brezovici pozdravljam našega gosta, načelnika skavtov, slovenskih katoliških skavtov in skavtin, Nejca Kurbusa. Pozdravljeni v tem, lahko rečemo, gnezdu skavtizma Brezovici, kjer se je še pred zlomom komunizma začelo skavtstvo. Naj na začetku povemo, da bi morala biti dva gosta, ker vedno nastopate kot načelnik in načelnica. Kako je to ta dvojnost, kot Adam in Eva? Ja, lepo pozdravljeni. Skavti smo se že v začetku skavtstva, je tako svetovno gibanje. Slovenski skavti smo že takrat, ko smo se ustanavljali, ali pa so nas tisti pred nami ustanavljali tudi tukaj, ne, na Brezovici delno, odločili za sovzgojo. To pomeni, ni povsod skavtstvo narejeno tako, da so fanti in dekleta skupaj v organizaciji, ampak pri nas pa je to bila ob katoliški duhovnosti ena izmed tistih izbir, za katere smo se odločili. Zato imamo pa potem načelnika in načelnico, tako da tudi naša načelnica Tjaša Sušin je danes v mislih z nami, ampak tokrat pač samo moj obraz za vaše gledalce in poslušalce, ki jih lepo pozdravljam. Ampak ta dvojnost, ta dva pola, moški, ženska, zakaj je to? Zaradi družine? Zakaj imate to v tej strukturi? Če imamo, ne vem, vojsko, kjer so vsi, ne vem, imajo vsi enake uniforme, vsi nekako ne ločujejo tega, recimo, teh dveh komponent. Ja, pri nas je ta... Mi že v osnovi rečemo, da je skavtstvo ena taka velika družina, da smo skavti bratje in sestre. In sklepam, da so tisti pred nami, ne, ravno zaradi teh bratov in sester se odločili, da bo sovzgoja nekaj, kar nas bogati in ne opehari. Ne. In danes, ko nazaj gledamo na to odločitev, vidim, da so bili zelo vizionarski. No, danes se skavtstvo premika v to smer, tudi vzgoja sicer, se mi zdi, da mi smo vzgojna organizacija, da se zavedamo, da se moramo vzgajati v različnosti, ne, in naša različnost je, da vzgajamo fante in dekleta, in da se naučijo živeti en z drugim, ne, da ni to neka ločena struktura, ampak vzgojna organizacija, ki dela z vsemi mladimi, ki jih ima možnost doseči. Prej smo omenili pač, da se je skavtstvo ustanovilo na Brezovici v zadnjih letih pred zlomom komunizma, ampak dejansko skavtizem v Sloveniji je precej starejši. Tako. Ja, mi govorimo o skavtstvu, ki je v Slovenijo prišlo že leta 1923-22. Več kot 100 let, 1908 je ustanovitelj skavtstva Robert Baden-Powell začel to gibanje z enim poskusom. Ravno tega on je takrat vzel različne otroke, jih pobral, takrat je to bilo na ulici, ne, takrat je bila to industrijska revolucija, recimo, jih vse oblekel v uniforme, zato da se niso razlikovali, najbolj revni, najbolj bogati, in so šli na en otok, tam pri Londonu, Brownsea, in tam izvedli prvi tabor. In on je že predtem imel eno izkušnjo, bil je namreč general, je imel izkušnjo tega, koliko je vredno, da ti lahko zaupaš nekomu, ne? In koliko tudi mladi otroci, če jim daš neko nalogo in jim zares verjameš, da bodo to nalogo opravili, daš odgovornost, da oni to naredijo. Ne? In to je bila takrat taka zanimiva, moderna miselnost. Ne? No in on je takrat začel to skavtstvo kot sodobnik, recimo Marije Montessori pa Janeza Boska, to so si celo bojda dopisovali, ne vem, če to drži, ampak tako se malo govori. No in to skavtstvo je prišlo že leta 22 k nam. Potem pa seveda zaradi prejšnjega sistema, ki ni dopuščal mladih, ki razmišljajo po svoje in si želijo ustvarjati spremembo in želijo živeti tako kot svobodno, recimo, je skavtstvo bilo prepovedano, pa seveda zaradi katoliške komponente, ki je bila zelo močno vsidrana v skavtstvo že od začetka, ker skavtstvo naj ne bi bilo brez neke vere, ne? Brez religije. No in leta 1990, 31. marca, pa se je skavtstvo kot prvo društvo v takrat še ne sploh Republiki Slovenije, ne, je takrat nastalo in še smo tu. Jaz se spomnim tistih let, ko smo hodili na duhovne vaje in smo se
potem pogovarjali tudi o skavtih, ki so bili takrat prepovedani. In fantje in punce z Brezovice so govorili, da so začeli hoditi s skavtom v Trst in da so se začeli pogovarjati in potem so tudi naredili en tak, ko bi rekel, neke ilegalne skavte, ki v bistvu niso bili prav priznani in pa smo hoteli mi to razširiti, sem rekel, dajmo še pri nas v Šturjah to narediti, so rekli ne, zaradi kontrole in ni dobro, moramo mi počasi začeti in tako. Ampak torej skavtstvo v nekem smislu v Sloveniji niti ni izumrlo, se je v zamejstvu ohranilo, ali kako? To je zelo dobro vprašanje v resnici. Jaz mislim, da se je skavtstvo v Sloveniji transformiralo takrat skozi neko gozdavništvo, taborništvo in tako naprej in umaknilo v zamejstvo, ja, kjer je pa živelo. Tu bi me mogoče kdo lahko popravil od naših skavtskih zgodovinarjev, ampak mi, ko smo pa ustanavljali skavtstvo ponovno, mislim mi, ne, naše skavtstvo, tisti pred menoj, so pa veliko podpore dobili ravno v italijanskem skavtstvu, pa ne toliko v zamejskem kot v organizaciji Adžeši, ki je takrat prišla k nam. To je taka lastnost skavtstva, da se med državami trudimo se zelo podpirati med državami. In da tudi vzamemo tisto, kar je v lokalnem okolju pristno. Ne. In oni so prišli in so nas naučili narediti naše skavtstvo. Ne. Takrat so ljudje hodili potem na usposabljanje v Italijo, ampak oni so se usposabljali za vzgojitelje, za menedžerje lokalnih enot, recimo, ne, za duhovne asistente, duhovniki. Niso pa se učili tega, kakšno točno mora skavtstvo biti, ampak nam je bilo takrat dovoljeno, da smo se odločili, kakšno bo naše slovensko skavtstvo. In tam nekje v Italiji je celo posajena ena lipa, ne, slovenska, v znamenje tega, da je naša organizacija pa bo zdaj zrasla in rasla in res danes nas je, ne vem, približno 5700-800. Tako da tisti so naredili veliko delo, na katerem pa zdaj delamo mi, da raste naprej. Če je 1908 bilo ustanovljeno skavtstvo strani častnika, vojaškega častnika, ki je hotel pomagati otrokom z ulice. Danes imamo otroke, ki niso dobesedno na ulici, ampak so na spletu, kar je v bistvu še veliko širša ulica. Nekako se zdi, kot da danes skavte še bolj potrebujemo, kot smo jih potrebovali leta 90 ali leta 45 ali leta 22 ali 23 ali 1908. Torej, danes je skavtstvo za Slovenijo, tako se mi zdi, izjemnega pomena. Tako mislim tudi jaz, zato pa smo prevzeli to, mi rečemo služenje družbi. To je taka pomembna komponenta tudi skavtstva. Mi imamo zelo izdelan jezik, pač kot toliko velika organizacija, govorimo o vodih, četah, služenju, ne vem, ne, in to včasih potem ljudje težko razumejo, tako da me prosim opozorite, če bom preveč specifičen. Mislim pa, da smo skavti tako v svojem prvobiti res demokratično zgrajeno društvo ali pa združenje, ker mi smo svetovna organizacija skavtov, vseh je 50 milijonov približno na svetu. In tudi slovenski skavti, ki nas je lepe ščica, pomembno prispevamo v mednarodno skavtstvo in mu tudi včasih malo pomagamo iskati smer ali pa smo slišani, skratka imamo tak občutek in tudi vemo, da je tako. Ne vem, se mi pa zdi, da smo vedno aktualni, ravno zato, ker želimo vzgajati zdaj. Ne? On je takrat pobral otroke iz ulice, mi danes otroke pobiramo res verjetno največ, je to, rečejo starši, bom dal k skavtom, ker so pa zunaj vsaj tistih nekaj ur. In se trenutno zelo resno ukvarjamo in z duševnim zdravjem in z odvisnostmi, predvsem digitalnimi. Ampak potem se pa zgodi ta stranski produkt, ki pa je prvobit skavtstva, je pa ta vzgoja. Ne? Tako da smo pa tudi vzgojna organizacija. Jaz mislim, da upam, da bo pa čez 50 let skavtstvo spet zelo drugačno,
v tem smislu, kje bo pobiralo, lovilo ljudi, ampak da bo pa ostalo enako v tem, da bo jih vodilo v naravo, pa v razumevanje samega sebe in z nekim ciljem, da bodo mladi odrasli v neke samostojne, odgovorne, mi rečemo pristne, samostojne, odgovorne in zdrave kristjane, državljane in ljudi, kristjane in državljane. Tako. Še ta vzgoja, torej, kako vi navdušujete te otroke? Recimo, moji prvi 4 so vsi pri skavtih in ta 5 tudi komaj čaka, da bo šel skavtom, ker je še premajhen. Kako jih navdušite? Recimo za nobeno drugo aktivnost, ne za glasbeno, ne za nogomet, jih ne tako navdušijo, jih bolj starši porivamo, k skavtom jih ni treba porivati. V čem je formula? Ne vem, jaz mislim, da mi rečemo, da mora biti prostovoljec naš, prostovoljci so, jim rečemo, voditelji, in rečemo tudi, da voditelji vzgajajo z vzgledom starejšega brata ali starejše sestre. In jaz mislim, da je to naša vzgoja je zelo zakomplicirana in če bi zdaj to razlagala, bi imela premalo časa, verjetno. Ker je tudi zelo definirana je v ozadju in tudi razvojna psihologija vsake starostne skupine, imamo 4 starostne skupine, je zelo razdelana. Tako zelo, da niti ne poznajo vsi podrobno, ampak jo pa imamo zelo razdelano, zato da ko se sprašujemo, kaj se dogaja v tem svetu, lahko gremo pogledati in če ugotovimo, da ne odgovarja več, spremenimo, ponovno sestavimo neko skupino. Ampak jaz mislim, da v osnovi pa gre za to, da pač mladi ljudje delajo za mlade in to delajo s srcem in so pristni, ko to delajo. In ta vzgled, saj vemo, če imaš dober vzgled, zrasteš v dobrega človeka, recimo. In če te nekdo nauči nekaj, sploh z dejanji in ti lahko zraven sodeluješ pri tem, jaz mislim, da je to naša največja prednost, tako, da delajo mladi za mlade in da ti mladi resnično verjamejo v to, kaj delajo, ker vidijo sami na sebi, da deluje. Rekli ste prostovoljci, torej, ki delajo zastonj, mladi, da rečem mularija, v nekem smislu. Ampak po drugi strani pa imate ogromno izobraževanj, ogromno tečajev. Vse tukaj pri vas ne more biti vodnik kar eden. V bistvu vaše izobraževanje je dejansko zelo primerljivo z raznimi geoekologi ali pa tudi na področju poslovnega delovanja, če hočete. Ja, ne vem. Ne vem, če bi upal primerjati z nekimi fakultetami. Ne bi rekel, da delajo za ston, ko smo prej rekli, delajo za drugo plačilo. Mi verjamemo, da nefinančno. Nefinančno, tako je. Ni pa za ston, ampak verjamemo, da spreminjamo svet in da je nek delež tega nekje pri nas, tudi malce. Sicer pa imamo pa res zelo močno strukturo usposabljanj. Vsako leto usposobimo med 300 pa 400 prostovoljcev. Trenutno, to raste z organizacijo. Usposabljamo pa na večjih področjih, zdaj, če bom preveč specifičen, prosim, ne za usmeritev, ampak naše usposabljanja se začnejo že, ko so otroci še, 14-letniki lahko gredo na usposabljanje za vodnike, ker takrat znotraj čete, mi rečemo, starostne skupine, od 11 do 15 let, ti prevzameš vlogo vodnika in si vodnik enega voda 5, zato da je struktura bolj razpršena, da se prevzemajo in učijo na podlagi izkušenj vodenja in tako. Tako da to je že eno usposabljanje, če odzamemo to, da s tabo delajo od malega in te osebno spremljajo. Potem pa imamo to so usposabljanja članov, pa skavtska vzgoja, skavtska šola življenja v naravi, recimo veščine, in mala šola življenja v džungli, to pa so, ki imamo volčiče, oni živijo v džungli, načeloma ambientirano v zgodbi. To je mogoče še tudi razlog, zakaj potem radi pridejo k skavtom, ker so bobri in volčiči ujeti v neko zgodbo, ker je tako, da se preko igre vzgajajo. Potem pa imamo usposabljanja skavtska vzgoja, kjer pa se naučiš ti vseh temeljev tega, kaj skavtska vzgoja pomeni, kaj so elementi, vsebine vzgajanja, metode dela. Pa pač za menedžerje lokalnih enot je potem usposabljanje vodja in za trenerje
usposabljanje trener. Imamo pa potem še polno nekih modularnih usposabljanj, mi rečemo, ne? Torej za finance posebej. Ampak to, kar sem zdaj naštel, pa je usposabljanje, ki je tudi mednarodno akreditirano pri skavtskih organizacij in recimo naš trener je lahko enakovreden oziroma priznan tudi, ne vem, če bi šel v mladinskem sektorju kjerkoli kot trener, si enakovreden sogovornik, ne. Omenili ste torej poleg samega skavtstva še vzgojo za neke aktivne državljane. Zakaj? Ja, ker pasivnost nikamor ne vodi, ne. Jaz mislim, da smo izbrali to aktivnost prvič zato, ker to pomeni tudi, da zmes smo imeli zelo definiran koncept fanta in dekleta odhoda, ne. Smo rekli, ko ti odhajaš iz skavtstva, ko se tvoja vzgojna pot konča, najkasneje pri 21 letih, je to marsikdo že prej zapusti skavtstvo, bodi si, ne vem, pač upamo, da v neko poklicanost, ne, torej ali v službo, ali v družino, ali v ne vem, neko duhovništvo, recimo, ne. Na drugi strani pa je pot služenja znotraj skavtov, ne. In če želimo mi ljudi, ki bodo ta svet spremenili ali pa vzgajali še naprej, ne rabimo samo ministrov, ki so tudi že bili skavti, ne, na srečo, in smo lahko ponosni na njih, ne, in ministric, no, da ne bom tako, ampak rabimo tudi prostovoljce, ne, in kot nepolitična organizacija ali pa organizacija, ki se ukvarja z svojim. Mi smo zelo politični v tem, da skrbimo za svoj mali polis, ne, in za to, da iz nas pridejo bodoči, ne vem, ravnatelji, učitelji, kuharji, ne vem, profesori, politiki. Ampak najprej pa rabimo poskrbeti tudi za to, da imamo mi vzgojene otroke, ne, in da lahko. Tako da jaz mislim, da je to aktivno državljanstvo zelo širok pojem, ki pa ga razumemo predvsem tem, da ne smeš biti pasiven, ampak moraš nekaj dati od sebe, da potem tudi čutiš zadovoljstvo, ne samo užitka, ampak zadovoljstvo. Če izvzamemo zastave, ki jih v naši državi uporabljamo na državnih inštitucijah, torej tiste, ki so v državni lasti, ne, bomo videli, razen na stadionih, bomo zelo redko videli kakšno zastavo. In bi si upal staviti, da imate vi več zastav kot vsa zasebna Slovenija skupaj, če izvzamemo športne dogodke. Zakaj je za vas slovenstvo tako pomembno? Ker je to identiteta nas ljudi, ki na tem območju živimo, ne. In tudi zato, ker smo v to bili, ko je Baden-Powell postavljal skavtstvo, si je zamislil skavtstvo, ki temelji na lokalni kulturi, na lokalni zgodovini, na lokalni veri, ne. Tako imamo tudi lahko skavtstvo, ki je muslimansko, recimo, ne, ali pa drugačnih veroizpovedi. Pri nas pa je to katoliško, mi smo v Sloveniji, ne, zato nam je to, da imamo Slovenijo in da živimo, da smo ponosni državljani, ne, da na naših, ki imam jaz tule, ne, da se vidi, da sem Slovenec, ne. To je nam, tu pri nas in v tem modernem svetu živimo tudi malo tako, ni več prav, da se za neke stvari odločiš in ne, nisi najbolj cool, če smešno postaja vse skupaj. Ko pa gremo na mednarodne dogodke, pa vidimo, da dostikrat je narobe, ne, če se odločiš, da si ti zdaj pa ponosen Slovenec. Ko pa gremo mi na mednarodne dogodke, kjer skavti skupaj odločamo o tem, kakva bo naša prihodnost, ali pa kjer otroci skupaj živijo na enem mednarodnem taboru, pa ugotovimo, da to, da smo mi Slovenci in nekdo Italijan in nekdo Avstrijci in nekdo, da je iz Tajvana, pa je tako lepo nam skupaj, ne. Torej, nič ni narobe s tem, da smo ponosni Slovenci, prav je, da se zavedamo tega, kar smo, in to delimo z drugimi in se učimo drug od drugega, ne. Zato pa se tudi učimo in živimo to našo zgodovino Slovenije. Pri skavtih je zanimiva še ena stvar, in sicer, da eno je pač vzgoja ali pa recimo vzgoja za zeleno naravo oziroma za
ekološko osveščeno za čist planet in tako. Ampak hkrati imate vi zelo močno postavljeno vrednoto dela. Ne? Torej, da ko si skavt, tudi delaš, torej, da otroku daješ neke naloge, neko delo, da ni lenarjenje v bistvu je nekako skoraj da prepovedano pri vas. Ne vem, če je prepovedano. Mislim, da zadnja leta veliko se sem že omenil, delamo na zdravju. Ne? In vzgoja za zdravje je nam zelo pomembna in vemo, da je dobro, da človek kdaj tudi malo polenari ali pa počiva, dobro spi. Ne? To nam je znano, tako da ni zdaj, da bi vzgajali v nek deloholizem. Ampak je pa verjetno to povezano z našo shemo vzgoje, ne? Ker v njej imamo vsebine vzgajanja. Ste rekli, recimo okoljska vzgoja je ena izmed mi imamo vsebino vzgajanja in potem so elementi in eden izmed teh elementov je okoljska vzgoja, ne? Ali pa katoliška duhovnost, temelji skavtstva in tako naprej. Potem pa imamo metodo dela in en izmed načinov je, da učenje z delom, ne? Pa dejaven odnos med starejšimi in mlajšimi, recimo, ne? Pa simbolna govorica. In učenje z delom je ravno to, če mi želimo vzgajati z vzgledom in želimo, da nekdo res nekaj zna, ne? Moramo delati to z njim ali pa skupaj. Ne? Zato pa verjetno nas povezujejo s tem, da nismo zelo pasivni in leni, ampak smo aktivni in delovni. Ko govorite o odgovornosti svojih skavtov in tako ste pred meseci, ko ste prišli pred televizijske kamere in ste v bistvu prvi povedali Sloveniji, da ste zaslutili ali zasumili človeka, ki je spolno se spravil na vaše člane. Ste to naredili z nekim velikim čutom odgovornosti, se zdi, ker ste zelo hitro nastopili. Kako se je to zgodilo? Zakaj ste stopili tako hitro pred kamere, niste počakali, ne vem, da mine preiskava? Zato, ker je to je prav. Ne? Če govorimo, da imamo ničelno toleranco do stvari, je treba tudi to pokazati. In jaz mislim, da smo skavti reagirali prav, tako ko je bil zaznan sum. In zaradi varnosti mladih, ki bi lahko bili potencialno prizadeti, ker govorimo o sumu. In zaradi organizacije same je bilo potrebno reagirati. Jaz mislim, da smo reagirali prav, ali pa vem, da smo reagirali prav. Osebo, ki je osumljena, smo umaknili iz vzgoje, vso odločanje in vse ostalo pa predali naprej organom pregona, tako da zdaj pa verjamemo, da je okolje spet varno. Ne? Mi verjamemo, da je naše okolje varno, delamo in izobražujemo za to, da je naše vzgojno okolje varno in se trudimo, ne, da te naše vrednote živimo vsak dan. Zato smo hitro reagirali in zato še naprej izvajamo usposabljanja in srečanja. Kako ste se takrat počutili? To je bilo verjetno velik šok za vodstvo, ko ste slišali za to. Ja, bil je velik šok. To je verjetno. Mislim, mi rečemo, da smo velika skavtska družina, to sem že povedal. Ne? Vemo tudi, da se največ ali pa skoraj največ slabih stvari zgodi ravno v družini. Ne? Tako da na srečo se pri nas ne zgodi veliko slabih stvari, večinoma se zgodijo, da se kdo ureže ali pa ne, to je že mejni primer, ne? Zelo redko kakšne resne poškodbe. Tako da mislim, mi smo veseli, da smo v resnici v večini primerov lahko ponosni, da vzgajamo za to, da so otroci zunaj, da so skupaj. Vsaka slaba stvar letos ali pa v tem mandatu, ki se zdaj zaključuje eno obdobje skavtstva, torej vodstva skavtstva, je bilo pa kar veliko nekih izzivov, ne, od tega začetka vojne v Ukrajini do covida, ki je
zelo ohromil recimo skavtstvo nasploh na svetu, ne, in smo mi ena izmed redkih organizacij, ki je v bistvu ohranjala neko rast do teh poplav, predtem so bila ta neurja, ko nam je opremo uničeval, tako da so pa tudi napeti ali pa žalostni trenutki, seveda ne. Takrat se je verjetno kot zelo dobra izkazala tudi vaša hierarhija, ne? Neka vrste vojaška organizacija, ker v bistvu niste odreagirali tako, da bi pač izločili problem in rekli, to je problem in ga moramo rešiti, ampak dejansko so se tega zavedli vsi. Do zadnjega skauta so vsi za to izvedeli in vsi vodje svojih enot, do zadnjega vodnika v bistvu so morali nekaj narediti na tem področju in se izobraziti, če prav razumem. Ja, mislim, izobražujemo že tako ali tako, ne, zelo intenzivno, to sem malo prej govoril. In naša vzgoja ali pa tudi naš, kako bi temu rekli, program Nisi sam, ne, to je pa program, ko lahko skauti ali pa prostovoljci povejo, ko čutijo, da nekaj ni okej, da ne zmorejo sami, da potrebujejo pomoč, ne, tudi to imamo. Ker si mi predstavljamo skavte kot tiste, ki lahko sami preživijo 2 tedna v Kočevskem gozdu. Ne? So pa tudi trenutki, ko ne moreš preživeti sam 2 tedna v Kočevskem gozdu, ampak tudi, ko si blizu svojih domačih, težko živiš. Ne? Tako da mi se trudimo biti tu za vse. Ta organiziranost se pa trudimo zelo, da bi delovali subsidiarno, ali kako se to reče. Ne? Torej, da tisti, ki lahko nekaj naredi, tega se učimo že od zelo majhnega. Vedno, ko pa je neka kriza, ne? Ali pa neka težja situacija, pa seveda se strnejo vrste in se pa postrojimo. Verjetno smo pa ravno zaradi tega tudi sposobni, upam, da tudi vnaprej ne dobro reagirati. In hkrati biti sogovornik tudi recimo na področju civilne zaščite. Mi smo eni izmed, takoj ko zmanjka struktur zaposlenih, pa seveda prostovoljnih gasilcev, no, njih je tu vedno treba omeniti, oni delajo izjemno delo, ne. Potem smo pa takoj tu smo mi, ne. Pač ko so poplave, žledolom, begunska kriza, smo mi bili zraven, ne. Tako da verjetno je pa to del sistema, ki je ostal tudi, oziroma strukture. Kako vidite skavtstvo v prihodnosti? Ker recimo, če poslušamo te recimo zahodne diplomate ali voditelje iz NATO, ki opozarjajo, da bo v Evropi v 10 do 20 letih nastopila nova vojna in verjetno, da bo napadla Rusija. Po drugi strani imamo mi neke razvajenčke, ki držijo v rokah samo joystick za igrico in niso sposobni še noža vzeti v roke, kaj šele neko orožje. Se zdi, da so skauti tu kot nek nadomestek za služenje vojaškega roka, da vseeno nekaj delate na tem področju. Kako vidite vašo vlogo v prihodnosti? Jaz mislim, da predvsem celostno vzgajamo, ne. Da celostno vzgajamo mlade ljudi, da odrastejo v to, kar čutijo, da je prav in to, kar družba potrebuje. Ne? Ker mi včasih imamo občutek, da je nekaj prav, pa moramo slišati tudi svet okoli sebe in ga znati pogledati. In vem, da naši otroci že od malega se učijo gledati najprej naravo, pa njene lepote, pa tiste soskavte okrog sebe. Verjamem pa tudi, da nas to, da smo sposobni videti širšo sliko, neko družbeno ali pa zaznati občutek in znati mogoče tudi malo voditi, da nas dela pa, ne vem, zanimive za neke, naši skauti relativno hitro dobijo službo, ne, ker so pripravljeni, uporabni mladi, vedno pripravljeni, ne, to je naš pozdrav, bodi pripravljen, vedno pripravljen. Je pa bil recimo Baden-Powell, ki je ustanavljal skautstvo in je bil tudi vojak poklicni, ne. Jaz mislim, da je on umrl zelo žalosten, zato ker je videl skautstvo v vsej svoji veličini. Takrat so se začeli tudi svetovni džemboriji, to so svetovna srečanja vseh skautov. Potem pa so se zgodile svetovne vojne, ne? In on je v bistvu skautstvo začel druga svetovna vojna, ne? On je začel skautstvo z mislijo, da bo
da bo svet, da je to peacemaking movement, ne, mirovniško gibanje, recimo, ne. Tudi ko se je začela vojna v Ukrajini, ali pa sedaj, ne, v Gazi. Jaz se posebej še spomnim, ker je bilo to takrat bolj na začetku mojega mandata načelnika. Vsi načelniki in mednarodniki smo se dobili na Zoomu naslednji večer. Ne, in smo se pogovarjali, kaj lahko pa skauti naredimo, da bo življenje ljudi, ki bežijo, lažje, da bo naše države reagirale prav. Ne. Tu nekatere države imajo to, pri nas, ne vem, smo skauti zelo spoštovani v marsikaterem krogu, v marsikaterem pa pač nas jemljajo kot neki otroci, ki se igrajo. Ne. Tu da se mi zdi, da imamo nasploh težavo kot družba včasih prepoznavati vrednost. Hkrati pa se mi zdi, da smo tudi takrat nekaj tem odprli pri svojem članstvu, nekaj okroglih miz, pa čisto zares recimo zbirali neko, ne vem, pomoč. In da smo s tem potem spremenili družine, ne, na nek način, ko se dotakneš enega člana družine, spremeniš družino, če spremeniš družino, mogoče spremeniš lokalno okolje. Še vedno so Ukrajinci nekateri pri kakih naših članih, ali pa ne vem, da pri marsikaterem duhovniku, ki so tudi naši člani, še vedno živijo. Ne. In jaz predvsem upam, da bo skautstvo v prihodnosti znalo odgovarjati na potrebo tistega časa, takrat ne vem, kaj to bo, upam pa, da se bodo vedno znova vprašali, kaj takrat je potreba in da bodo mladi še vedno ostali, pa to sem prepričan, da bodo, no, ker je vedno tako bilo, da so ostali pripravljeni, ne? Da niso bili pasivni, ampak so bili aktivni in jaz verjamem, da bomo mi organizacija, ki vzgaja take ljudi, da bodo hodili okrog z odprtimi očesi in ušesi, očmi in ušesi, tako. Prihajate z vzhodnega dela naše države, iz Lenarta, ki je v Slovenskih Goricah, ravno na meji s Prlekijo. Zdaj, recimo Prlekija slovi po slovenskih genijih, ne? Tam je recimo dr. Trstenjak ali pa Anton Korošec, ne? Ta so bili svet slovenske inteligence, ne? Pa Kocbek, če se ne bo kdo jezil, tega omenimo. Torej, to je bilo nekoč. Danes se pa zdi, da je ta vzhodna Slovenija zelo pasivna. Ne, ko pogledamo recimo na volitvah, je največja volilna abstinenca ravno na vzhodu. Ne, najbolj padejo recimo katoliški mediji, če hočete, naročniki prav na vzhodu, recimo v Prekmurju. Vi tudi v Prekmurju mislim, da imate samo eno enoto, ne, oziroma samo eno, če rečem, podružnico. Kaj bi bilo treba narediti, da bi mogoče prebudili, spodbudili to izredno zdravo jedro slovenskega naroda? Ja, najprej moram povedati, da mi je žal, da nisem torej Prlek, ne mi, ampak zdaj, če je to povezano z nekim virom inteligence, bolj škoda, ne, da sem tistih par kilometrov proč doma. Čeprav sem zelo ponosen na svoj rodni kraj, no, sem imel res lepo otroštvo in okolje, na kar smo lahko po mojem ponosni. No. Zdaj ne vem, ne poznam odgovora na to vprašanje, žal. Ne. Vem pa, da nas že pri skautih bremeni, ne. Mi se zelo trudimo, da ne bi bili preveč centralizirana organizacija, ne, zato da naše lokalne enote imajo neko težo in avtonomijo vzgajanja in dela. In ne vem, danes zjutraj sva oba prihajala vsak iz svojega konca dežele in sva praktično ugotovila, kaj pomeni, kako smo mi decentralizirana država, ne, da stojiš v koloni na avtocesti, ne, recimo. Ne, in že če ljudje odhajajo v službo v sosednjo državo, zato ker je tam neka perspektiva ali pa v univerzo, nek drug konec države, ne zato, ker bi želeli tja, ampak zato, ker enostavno morajo to izbrati, si sam predstavljam, da je težko pričakovati, da bodo pa potem strašno kreativni in angažirani v svojem okolju, če vlagajo energijo nekam drugam. Ne. Tako da jaz, ne vem, s tem se nisem dovolj ukvarjal, ampak verjetno je tako kot z razvodji, ne, ko neka voda teče v neko dolino, tako je verjetno tudi s tem, ne, da če bi gravitirali če bi bolj decentralizirali državo, ne,
Zakaj pa nima Murska Sobota svoje univerze, recimo, ne? Ali pa vsaj kakšne pametne fakultete. Ne vem, če je tam kakšna fakulteta, upam, da je. Ne? Enako velja za, ne vem, tam severno Primorsko ali pa tisti del, ne? Pa še kje. No? Tako da mi se kar trudimo zagovarjati to decentralizacijo in tudi aktivno delamo na tem. No. To zgleda sicer smešno, zdaj, ko to govorim jaz, ki sem. Mene bi skauti bi rekli, verjetno ta iz Ljubljane, ne? Čeprav sem Štajerc v resnici, ampak mi pač skautska hiša in skautska pisarna je v Ljubljani. In tudi naše usposabljanja vodimo. Smo le toliko majhna organizacija, da jih vodimo nekako centralno, ne? Ampak res pa verjamemo, da je treba decentralizirati, ne? In da takrat, ko je tega dovolj in ko je dovolj ljudi, ki podobno mislijo skupaj, da takrat se pa rodi nekaj lepega. No? Tako da upam, da se rodi kakšna, ali pa nastane kakšna nova skautska enota na severovzhodu dežele in še kje drugje. Ne? Verjamem, da temu bo tako in tudi, da se rodi še kak ki bo nas znal voditi mogoče ali pa razsvetliti malo. Pa ni nujno, da v Prekmurju, no, v Prlekiji, ampak super, če tudi tam. Nejc Kurbus, vaš mandat se izteka, naša oddaja tudi. Tako da želim vam, da bi po izteku mandata delovali še naprej odgovorno v dobro naše družbe v skladu z vašimi vrednotami. Tako da hvala za obisk v studiu in za ta pogovor in vso srečo želim. Najlepša hvala.